času bo ravno še teh par minut minilo, ki jih namenjamo tem akademskim četrstvom, ki nujno, da se mene posluša na začetku. Torej, lepo pozdravljeni. Danes, na ta 10. maj, dan po dnevu Evrope, recimo, začenjamo s ciklom predavanj naše sodelavke zunanje, magistrice Tanje Plevnik. Vsi jo v bistvu poznate. Nam se je pa v bistvu ta njena pobuda zdela izjemno zanimiva in dobra, kajti dejansko je fotografija izjemno močno, neločljivo povezana tudi z muzejskim delom, tudi z vsem, kar prikazujemo, kar počnemo v tej ustanovi in zagotovo velja tudi tisto, kar je zapisano v vabilu, da jo mogoče gledamo velikokrat predvsem z tega njenega dokumentarnega ali pa pričevalnega vidika, čeprav seveda vsi dobro vemo, da je fotografija mnogo več, ampak to ni današnja moja vloga. Dejansko je ta pobuda prišla nekako pravi čas, se mi zdi, ker je prav, da naše delo dopolnimo tudi s tovrstnimi predavanji, ki so mogoče namenjene bolj specifični publiki, ampak naša zavezanost je, da odpiramo čim več različnih tem, da je ta naš muzej prostor za zelo različno publiko, za zelo različne, ne samo obiskovalce, ki pridejo nekaj pogledati, ampak tudi uporabnike in da ta soba, v kateri smo se prej malo hecali, ker je pravimo poročna soba, da ima seveda tudi številne druge namene in da ta, zmerno pa vedno jugo-vzhodni stolp, da je v bistvu tudi prizorišče nekih drugačnih tem in lepih srečevanj. Tako da moja naloga v bistvu danes je samo še to, da vas potem povabim še k Andreji in da mogoče se opišete še za nadaljna predavanja, se pravi cikl 4 predavanj, s tem, da nasleduje 31. maja, za potem september oziroma za jesen, bomo pa datume potem še določili. Zdaj pa ta kratka predstavitev današnje predavateljice oziroma oblikovalke tega programa, ki jo sicer poznate, ampak mogoče pa tako plastno, kot je pa tukaj sama napisala, da bom kar brala, pa mogoče nekateri ne. Torej, Tanja Plevnik je profesorica likovne umetnosti, lani je magistrirala iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Bolj natančno izbranje fotografije po Benjaminu in Barcu. Za sabo ima nekaj samostojnih slikarskih razstav fotografij, fotografik in ilustracij. Piše poezijo in jo prevaja, piše eseje ter novinarske in aktivistične tekste. Zanimajo preplet različnih pristopov in medijev izražanja, naprimer slikanja in poezije, fotografije in digitalne obdelave, načrtovanega in slučajnega. Vendar je fotografija vedno njena prva ljubezen, še iz srednješolskih časov, ko je temnici odkrivala čarovnijo rojevanja fotografije potopljene v kemikalije. S prihodom digitalne ere se je prepustila novim izzivom, že nekaj let se posveča ustvarjalnemu raziskovanju prepustnosti oziroma fluidnosti digitalne fotografije v njeni postprodukciji, kot je denimo ustvarjalna igra integriranja 2 ali več posnetkov v eno podobo. V času podiplomskega študija se je posvetila teoretični in filozofski plati fotografije, področju, ki v slovenskem prostoru le počasi polni knjižne police. Mnogo strokovnih in filozofskih del v fotografiji je bilo treba poiskati izven meja slovenskega jezika, k sreči pa je danes spletna dostopnost gradiv na izjemni ravni. Svoje skoraj 10-letno raziskovalno delo je strnila v stežni magistrski nalogi, po kateri pripravlja knjigo, delček teh spoznanj in premišljevanj pa bo, kot rečeno, delila tudi z nami v ciklu 4 predavanj. Malo zgoščenko iz tega gradiva, ki je šlo skozi moje roke in skozi moje misli, ki se je precej tudi pozabilo sproti, ker nažalost možgani imajo tudi svoje filtre. Kakorkoli, poskusila bom danes slediti neke večje niti, ki ste jo lahko tudi sami že v vabilu na to
predavanje prebrali, ukvarjali z pisavo svetlobe, s pisavo sonca, tako nekako so pionirji fotografije poimenovali te svoje postopke, s katerimi so poskušali ujeti senco, jo fiksirati in iz trenutka narediti večnost. Kip, torej likovna skulptura in fotografija. Če bi zdaj vas vprašala, kaj bi rekli, katera umetnost je rodila fotografijo in ali sploh lahko govorimo o tem, da se je fotografija rodila iz neke umetnosti? Ali pa če drugače vprašam, kakšna je zgodovinska povezava med fotografijo in umetnostjo? Katero umetnost bi nekako videli najbližje fotografije? Ja, katero? Ti bi rekla slikarstvo, jaz prosim, jaz se ti kakaj. Reklica, v redu? Ja. Milojka? Nisem spomnila sem se, ker je le vlada izjava, da bo zdaj šlo po umetnosti. Sedeli so v pravni sobi, tako kot vi zdaj tu sedite. In pred njimi je bilo iluzivno naslikano platno, tole imamo eno taka alpska pokrajina. Diorama je bila v Parizu, to gledališče, ki ga je izumil pravzaprav Daguerre leta 1822, pa za njim takoj leta 13 že v Londonu, pa potem gre v Berlin in tako osvoji Evropo. Spomnim se, to je čas, ko ni Cinemaplexa, ko še ni televizije, ko še ni interneta in ljudje so se eno radi zahajali nekam, da bi nekaj gledali. In tako so sedeli in gledali tak prizor pred sabo, potem pa se je spremenila svetloba in zaslišali so se tudi neki zvoki in reflektori in ta isti prizor je postal takšen. Torej, tukaj imamo zdaj pravka z dvema grafikama, kajti tista diorama in nažalost in vse tiste scene, ki so tam notri bile, so, kar je zanimivo, točno tistega leta, ko je Daguerre objavil patent o fotografiji, pogorele, leta 1839. In, vidite, ljudje so bili vzhičeni. Najprej so bili vzhičeni na tem fotorealizmu tukaj, pa na to pokrajino, ker Parižani so bili, recimo, željni take švicarske lepote. In potem so bili vzhičeni nad to spremembo, nad to svetlobo, nad to temo, nad polno luno, skratka nad čudežnim nekim dogajanjem. In kaj pravi Walter Benjamin? Uvajanje časovnih elementov panorame so bile potem kasnejše ta prva dva diorama, dosežene z nizanjem trenutkov dneva s pomočjo trikov z osvetlitvijo, tako panorama presega sliko in anticipira. To se mi zdelo škoda. Si napovedala, da greš, pa si kar ostala. Sem kar ostala, ja, ker bo veliko stvari, ki bom lahko tudi uporabila. Tako da mi imamo razkromno rožico, pa seveda hvala lepa. Tako, na terasi se mi podružimo zdaj, se mi zdi, da je se eno